Spomnimo, septembra 2003 so volivci na referendumu, ki se ga je udeležilo 27,54% volivcev, podprli predlog za zaprtje trgovin ob nedeljah. 57,5% udeležencev je glasovalo za, proti pa jih je bilo 41,7%. 14 let potem je večina še zmeraj enakega mnenja, razlogi podobni. Ljudje več časa za družino. Zaradi tega, da se ti ljudje malo spočijo. Ja, glede na to, da je dost mamic, jaz mislim, da bi lahko to upoštevali malo, da ti ljudje res nimajo potem nekega družinskega popodneva oziroma nedelje. Absolutno. Jaz sem bila že na prvem referendumu, ne vem, zakaj se je takrat toliko denarja potrošilo, pa se to ni uveljavljalo. Mislim, to me ima jeza, Ljudi so tam plačevali, te pa nam daj zdaj dajo denar nazaj. Bilo bi že boljše, če bi bile zaprte, ker lahko bi čez teden si glih tako nakupiš, ko pa ne rabiš glih nedeljo leteti v trgovino. Naj družine naj bojo skupaj tudi vsaj en dan na teden, če že ne soboto, nedeljo, da so skupaj. Samo zapriti, da bojo punce spravi. En dan v tednu pravi. Pa tako so premalo plačanje. Veste, kaj mi je rekla kolegica? Za 15 € delati cel dan nedeljo sramota. To bi že zdavnaj moglo biti zaprta. Tako da zdaj tako pravijo, da bi mogli še en referendum dati skozi brez veze. Tako da jaz mislim, da če so enkrat izglasovali, to bi to moglo biti. Samo nas je pa strah, da ne bo odpuščali delavk. Tudi moja hčera dela in vem, kak je to. Mislim, bili so časi, ko se trgovina soboto v 12 zaprla, to se še jaz spominjam, in je vse šlo tako, kot je treba. Malo bi mi res mogli spoštovati naše ženske, ki so večinoma v prodajalnah. Seveda pa so tudi tukaj mnenja deljena. Nekateri menijo, da bi trgovine ob nedeljah vendarle morale ostati odprte. V bistvu ni čez teden toliko časa. Mož dela v tujini, dobro, zdaj ko se v porodniški v redu, ampak drugače imam pa tudi tako službo v javnem sektorju, ko pač ne gre. Delo je takrat, ko je delo, ko je povpraševanje, ko ga ni, kol je brez veze. Zato, veste, starejši sme časi in pač nekaj nujno rabiš, lahko ideš. Novelo zakona, ki so jo pripravili v koaliciji liste Andreja Čuša in Zelenih Slovenije, bi tako trgovinam prepovedala obratovati ob nedeljah in dela prostih dneh, z nekaj izjemami seveda. S tem predlogom se približujemo tudi ureditvi v državah, s katerimi se Slovenci ponavadi primerjamo. To so recimo Avstrija, Nemčija, Francija, Švica, Danska. V teh državah so trgovine namreč ob nedeljah večinoma zaprte. Morda pa nas bo zakon spomnil, da so nedelje namenjene prostemu času, družini in prijateljem.